Slediš denarju, kaj ne? V ZDA smo našli več kot 100 milijard dolarjev, ki so šli od muslimanske bratovščine, katarskega režima, v ameriške univerze in visoko šolstvo. In to se dogaja že desetletja. Judovska skupnost, država Izrael. Mislim, da smo zahodne demokracije prezrle osmo fronto. In ta teden, kot vsi veste, sem na CUFI, vrhu krščanov združenih za Izrael. In moram reči, najbolj fascinantni govorci. In najbolj fascinantni ljudje, kar sem jih srečala v zadnjem času. In ena od teh oseb je profesor Charles Small, ki je ustanovitelj in direktor IGZAP. Povezan je s Cambridgem, z Univerzo v Tel Avivu in DEN centrom. Dobrodošli. Hej, počaščen sem, da sem tukaj, vesel sem, da vas vidim tukaj. Tako lepo te je videti, toliko te gledam in govoriš tako jasno. Tako inteligentno. Ampak tvoj think tank je zelo osredotočen in to mi je pri njemu všeč. Slediš denarju, kaj ne? Slediš denarju džihadistične muslimanske bratovščine. Nam lahko malo poveš? Vemo, kaj so naredili na Bližnjem vzhodu. Ali nam lahko res razjasniš, kaj se dogaja v Združenih državah z njihovim zahrbtnim financiranjem? Kje je, kako to najdeš in kakšen vpliv ima to? Najprej, tudi jaz te veliko gledam, čast mi je, da sem tukaj s tabo. Lepo te je videti. Najprej IGZAP je Inštitut za preučevanje globalnega antisemitizma in politike. Sami sebe imamo za raziskovalni center visoke kakovosti. Imamo center na Univerzi v Cambridgeu v Združenem kraljestvu. Imamo program, podoktorski izobraževalni program v Cambridgeu, na Sorboni in na INSS v Tel Avivu. In zdaj odpiramo program v centru Mordehaj Dajan in kmalu bomo odprli program tudi v Združenih državah, upamo. Tako, imamo različne akademske programe. Imamo izobraževalni program na Univerzi v Oxfordu, kjer izobražujemo znanstvenike, profesorje z vsega sveta in jim pomagamo ustvarjati predmete o sodobnem antisemitizmu. Imamo različne raziskovalne projekte in se imenuje Judovska zavest. Ustvarjamo možnosti za profesorje in študente, da se lahko sami opredelijo, saj menimo, da je ena osnovnih oblik moči prav sposobnost, da se sam opredeliš. In naši sovražniki začenjajo opredeljevati Jude, sionizem in Izrael. Zato se vračamo k izvorom naše modrosti. Drugi projekt, ki ste ga omenili, se imenuje Sledi denarju in to poteka že od leta 2012 in preučujemo vpliv muslimanske bratovščine v zahodnih demokratičnih družbah v Evropi in Kanadi, v Južni Afriki, Avstraliji in Združenih državah Amerike. V ZDA smo našli več kot 100 milijard dolarjev, ki so šli od muslimanske bratovščine, katarskega režima v ameriške univerze in visokošolske ustanove. In to se dogaja že desetletja. In verjamem, da je to del razloga, zakaj vidimo eksplozijo antisemitizma, sovraštva do Judov, protiizraelskega razpoloženja na najboljših univerzah v Združenih državah in zahodnem svetu. Tako že desetletja poteka plačana indoktrinacija v akademskih krogih. Absolutno. In ti si tukaj v akademskih krogih. Ja. Vemo, da obstajajo zakoni proti temu, vemo, kako so te zakone zaobšli, kako to ustavimo. Torej, na nek način, veste, nismo bili na osmi fronti. Nismo bili. Judovska Zaspali skupnost. smo. Zaspali smo. Judovska skupnost, država Izrael. Mislim, da smo zahodne demokracije prezrle osmo fronto. Učeni ljudje, ki so obiskovali dobre univerze od 70., 80., 90. let naprej, smo vedeli, da nekaj ni bilo prav. Prikaz Izraela kot neke vrste tuje tvorbe, kot rasistične, kolonialne tvorbe, je bil del intelektualne krajine. Ustvarjeno. Absolutno. S tem denarjem. Denar je igral pomembno vlogo, mislim, da je to tudi, brez da bi bil preveč ezoteričen, smo v postmoderni dobi, postmodernosti. No, to mi je rekel Get Set. Našli so plodna tla pri ljudeh, ki že razmišljajo, veš, v moralnem relativizmu in vsem tem. Absolutno. Torej, moralni relativizem igra vlogo, protizahodna čustva, protizahodne, ideje o protizahodni hegemoniji na radikalni levici kot del intelektualnega diskurza. In kar je zaskrbljujoče, imaš ljudi na tako imenovani intelektualni levici, ljudi kot je Judith Butler, Michel Foucault, Edward Said, ki so v posteli z radikalnim političnim islamom. Ja. Radikalni politični islam, jaz bi trdil, da gre za izkrivljanje velike religije islama. Veste, izhaja iz muslimanske bratovščine pred približno 100 leti v Egiptu, izkrivlja islam v zelo ozko reakcionarno obliko. Muslimanska bratovščina v svojem jedru prevzema evropski genocidni antisemitizem
kot smisel obstoja svojega poslanstva. Tako imate zlitje protokolov, sionskih modrecev in celo kasnejšega nacizma. Vemo pa, da so bili protokoli besede in ideje, ki so vodile do šoje, ki so vodile do holokausta. Nekatere ideje holokausta, ki so vodile do holokausta, rasistični antisemitizem, zanimivo izhajajo tudi iz univerz, najboljših univerz, oddelkov za biologijo, evgeniko, družbene vede, teologijo. Smo spet pri nacistični teoriji. Da. Torej, muslimanska bratovščina, ki jo je v določenih delih vplival nacizem, fašizem in protokoli. Njihov cilj ni le uničiti Izrael, ampak tudi uničiti judovsko ljudstvo. Ja, če pogledate listino Hamasa, palestinskega ogranka muslimanske bratovščine, so v bistvu prepisali protokole sionskih starešin kot svojo zavezo z Bogom. In Jusef al-Karadavi, duhovni vodja muslimanske bratovščine, ki je na nek način palestiniziral islam, veste, vedno je trdil skozi vse svoje življenje, da je pravi vernik, pravi musliman dolžan nadaljevati Hitlerjevo delo. To je osrednji element bratovščine. In vendar Saudska Arabija pred 11. septembrom in zdaj Katar, države, ki so v navezi z muslimansko bratovščino in promovirajo to ideologijo, so financirali liberalno izobraževanje, naše najboljše univerze, osrednje medije že desetletja. Želijo razgraditi družbe od znotraj. Ali je končni cilj zahodna civilizacija in so Judje le ovira na poti? Torej, Rdeče-zelena zveza, imate radikalno levico, ki poskuša emancipirati tiste, ki so bili nekoč kolonizirani. In islamisti želijo uničiti vsakršno sled evropskega, krščanskega in judovskega vpliva v regiji. Torej obstaja ta Rdeče-zelena zveza in cilj muslimanske bratovščine je, da Izrael, kar je njihov jasno izražen cilj že pred 50 leti, oddalji od Združenih držav in Zahoda, da bi ga oslabili in izolirali. In pred 50 leti je muslimanska bratovščina izrazila, da ko bo Izrael, veste, marginaliziran in oslabljen, da uporabijo antisemitizem za oslabitev in uničenje Združenih držav in Zahoda. Torej začnejo z malim satanom, nato pa preidejo na velikega satana. In njihova vloga je uničiti demokracijo in jo nadomestiti z popačenim pogledom na islam. Toda tega ne vidimo samo v akademskih krogih. To vidimo tudi zdaj v ameriški politiki, kaj ne? Absolutno. Torej, ljudje kot je Mandani, saj veste. Vključuje. On je najmlajši v islamizem in marksizem. Ja. Če bi kdaj imela otroka, bi bil to on. Ja, on je utelešenje Rdeče-zelene zveze. Refinjen, pameten, reden. Zgovoren, druga generacija intelektualnih in kulturnih velikanov. Njegova mati je priznana filmska ustvarjalka, njegov oče je profesor na Univerzi Kolumbija in on je, veste, čeprav rojen v Afriki, pripadnik druge generacije ljudi pod vplivom muslimanske bratovščine, veste, vrhunski produkti naših kulturnih ustanov. In prizadeva si, da bi Izrael oddaljil od Združenih držav, uveljavlja zahrbtno antisemitsko agendo, prav tako poskuša oslabiti demokratične države. In zdaj ne gre več samo za njega. Zdaj je to gibanje znotraj demokratičnih socialistov Amerike. Vidimo, da se pojavlja povsod. Ali bodo uničili demokratsko stranko? Mislim, da je demokratska stranka na razpotju. Mislim, da so v krizi. Radikalna levica napada sredino, tako da mislim, da smo naredili petdelno knjigo z naslovom Global Antisemitism, The Crisis of Modernity. In v tej krizi, v tej ekonomski, kulturni in politični krizi, skrajneži napadajo demokratično sredino. Torej imate radikalno levico, radikalno desnico, ki se prav tako prebuja. In radikalni islam napada demokratične institucije v naši družbi. In to je nevaren trenutek. In upam, da se bo demokratska stranka in družba nasplošno uprla temu skrajnemu, antidemokratičnemu elementu v svojih vrstah. Torej, katere rešitve prinaša vaša organizacija? Vi diagnosticirate problem. To je strašljivo. Kaj ne storimo glede tega? Torej, mislim, da je diagnosticiranje problema, če želite imeti dobro strategijo, morate razumeti vemo, s čim imate opravka. Seveda. Torej, kartiramo in dešifriramo. In zdaj mislim, da ko enkrat razumemo nekatere vzroke za, veste, ta izbruh antisemitizma, in na nek način smo ta film že videli v obdobju med obema vojnama, ko je bila kriza demokratičnih institucij,
in so bili ljudje vse bolj marginalizirani ter izključeni iz institucij. Ko družbena pogodba ni bila izpolnjena. Imate ljudi, ki jih je strah in so dovzetni za skrajna družbena gibanja. Vedno zapolnijo to vrzel. Torej, ta film smo že videli in mislim, da ko enkrat razumemo nekatere vzroke, ljudje, ki jim je mar za demokracijo, judovske skupnostne organizacije, mislim, da morajo varnostne ustanove v Evropi in Severni Ameriki res stopiti naprej in zavzeti stališče proti temu antidemokratičnemu družbenemu gibanju. Imate center na univerzi v Cambridgeu. Kako so stvari tam? Stvari so dobre, kot si lahko predstavljaš. Mislim, da smo v akademskem svetu na eni izmed prvih linij vojne proti demokraciji, vojne proti judovskemu ljudstvu na intelektualni ravni. Tako so bile te institucije desetletja infiltrirane prek teh antidemokratičnih, antisemitskih entitet, financiranja in akterjev, ampak mislim, da še vedno obstajajo žarišča odpora. In mislim, da so ljudje, ki jim je mar za demokratična načela, dobri zavezniki. In na univerzi v Cambridgeu imamo res dobre zaveznike. In mislim, da so zavezniki tudi na drugih univerzah in mislim, da bodo ljudje, ko bodo razumeli grožnjo, ki jo muslimanska bratovščina in tuje financiranje predstavljata za njihovo liberalno demokratično izobraževanje, ki je temelj demokracije, mislim, da vedno več ljudi spoznava naše delo in se postavlja na našo stran. Tako imamo dobre prijatelje in partnerje na univerzi v Cambridgeu. Ampak vi se vendar borite proti financiranju, kaj ne? Borite se proti zelo dobro naoljenemu stroju, ki financira katedre in oddelke. Kako se s tem spopadate? Ja, sliši se kot klišej, ampak mislim, da se proti temu boriš z resnico. In mislim, da ko ljudje enkrat razumejo resnico, ko ljudje enkrat razumejo, da je Katar država z manj kot 350.000 prebivalci, majhna država, daje več denarja kot katerakoli druga država na svetu evropskim in severnoameriškim univerzam. Zakaj bi to počeli? In mislim, da moramo razumeti, in kar vedno več ljudi razume, je, da ima režim v Katarju bajah. V islamu je bajah, duhovna prisega, muslimanski bratovščini. Tako režim sledi vsem verskim odlokom, razsodbam in fatvam bratovščine, kar vključuje ne samo antisemitizem in poziv k uničenju Izraela, ampak tudi poziv k uničenju demokracije. Ja. In mislim, da 8. oktobra ljudje so bili šokirani, da so mladi progresivni člani fakultete in študenti na naših najboljših univerzah javno podprli Hamas in bili ne samo antisemitski, ampak tudi proti Izraelu. Imeli ste mlade ljudi, ki so trdili, da so progresivni, moški, ženske, geji, progresivni ljudje, ki podpirajo antiintelektualno gibanje, antidemokratično gibanje, seksistično gibanje, homofobno gibanje in genocidno gibanje. Tako da mislim, da je to veste, jih skrbi. Bilo je skoraj tako, kot da so dobili ukaze in tam so bili. Trupla pobitih Izraelcev še niso bila niti hladna, pa so že bili tam. Kot se spomnim, sem to zgodbo že povedal, približno 10 dni po 7. oktobru sem šel na javno razpravo na Fakulteto za socialno delo na Univerzi Columbia. Univerza Columbia je ena najboljših univerz na svetu. Tamkajšnji zaposleni profesorji, doktorski študenti so eni najboljših intelektualcev na svetu. Odlično poznajo strokovno literaturo, to so resni intelektualci. In ti profesori in doktorski študenti so zagovarjali od reke do morja, deželo je treba osvoboditi izpod okupacije, da je nasilje nujno z vsemi potrebnimi sredstvi. In to so upravičevali z najbolj prefinjenim intelektualnim diskurzom. Seveda. Profesori študij spolov, literarna kritika, filozofija podajo argumente. Profesorice študij spolov so upravičevale dejstvo, da bi jih imenoval judovske izraelske ženske, da so bile masakrirane, mučene in posiljene. Jaz bi jih imenoval judovske izraelske ženske. Ti intelektualci so jih imenovali okupatorke in govorili so, da celo mučenje, celo posilstvo, umor je bilo upravičeno, dokler se okupacija ne konča. To so bili profesori študij spolov, ki so uporabljali prefinjene intelektualne argumente. Prav tako so povedali, da se je treba vsakomur, ki podpira cionistični okupacijski apartheidski režim, upreti z vsemi potrebnimi sredstvi. Pozivali so k nasilju in umorom svojih kolegov, študentov, članov osebja in profesorjev na Univerzi Columbia. Takšen je diskurs. To so ljudje, ki poučujejo na naših najboljših univerzah.
In zdaj že v drugi generaciji, ljudje, ki prihajajo z dobrih univerz, so zdaj profesori, so v srednjih medijih, so novinarji pri najboljših medijskih hišah po svetu. In zdaj vstopajo v politične institucije in stranke v naši državi. Torej, to je kriza. To je kriza. Ali ima rešitev? Ima rešitev, če stopijo naprej ljudje, ki jim je mar za demokracijo. Vedno rečem, da sem Jud, ker je moja mama Judinja. Veš, in zelo sem ponosen, da sem del te izjemne dediščine in modrosti. Ampak biti državljan v demokraciji imamo izbiro. Vsaka generacija mora ponovno oživiti in braniti naše demokratične družbe ter upajmo razširiti demokratično kulturo in miselnost. In smo napadeni. In mislim, da če država Izrael, če judovska skupnost, če voditelji v zahodnem svetu res stopijo v ospredje in branijo demokracijo, ni ničesar, česar ne bi mogli doseči. In mislim, veste, tudi če pogledamo Izrael na 7 frontah v kinetični vojni od 7. oktobra, kar so dosegli, je onkraj moje domišljije, ne? Neverjetno je. Če vzamemo enako preudarnost, ustvarjalnost, osredotočenost in energijo usmerimo v boj na 8. fronti, prepričan sem, da lahko v tem zlahka zmagamo. Strinjam se. Ob tem dejstvu me vedno stisne v želodcu, da izraelska vlada nikoli ni jemala 8. fronte resno. To je aroganca. Ne razumejo, da smo v hibridni vojni in da je ta tako kinetična kot narativna. In nisem niti prepričana, da smo že tam, kar zadeva pravo rešitev, strategijo, hierarhijo in način, kako naj bi bilo vse urejeno. Ampak ko pogledaš, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu, kar jaz vidim kot opozorilen primer, si v Cambridgeu. To je ista infiltracija, predvidevam. Toliko, da so UA celo rekli, ne bomo več dajali štipendij našim otrokom, da bi šli v Združeno kraljestvo. Recimo, da bi jutri našli način, kako prekiniti financiranje. Strup bi še vedno potreboval leta, da bi izginil, kaj ne? Absolutno. Bojujemo se proti idejam, bojujemo se proti ideologiji. Tako da mislim, da obstajajo kratkoročne strategije, lahko se borimo in počnemo vse mogoče stvari v medijih in na družbenih omrežjih. To je zdaj, nekatere naše raziskave spreminjajo politiko, kar je, veste, morda srednjeročna strategija. Ampak mislim, da je na koncu generacijski boj, ki je bistven boj, bo trajal vsaj eno generacijo. In to je boj idej. Samo če začnemo zdaj. Mi smo še začeli, kaj ne? Mislim, da nekateri med nami že začenjajo, ampak mi in imamo oporišče, mislim, da napredujemo, obstaja, veste, področje preučevanja antisemitizma v zadnjih nekaj letih raste. Imamo več sodelavcev. Mislim, da obstajajo ljudje, ki se ne ukvarjajo neposredno z antisemitizmom, a jih začnejo skrbeti te antidemokratične sile v akademskem svetu, v medijih in leste, od učilnice do taborišča in do naših ulic. Varnostne sile v Evropi in Severni Ameriki se tega izziva dobro zavedajo. Včasih mislim, da je edina rešitev res v tem, da se muslimanska bratovščina razkrije, kar se že dogaja, kaj ne? Torej, škorpijon je lahko vedno le škorpijon. Tudi če prečkajo reko na želvi, ugriznili bodo želvo in oba potoneta. Prav. Še bi bili malo bolj potrpežljivi, nihče od nas ne bi opazil. In potem bi res lahko prevzeli nadzor, ampak zdaj se razkriva. Ja. Mislim, zdaj vidimo v Združenem kraljestvu odziv proti temu z osebama, kot sta Tommy Robinson in Nigel Farage. Protipriseljenska stranka, val v Evropi, kjer poskušajo spremeniti migracijske politike, ker prinašajo radikalizirane ljudi ali pa se, kar je še huje, radikalizirajo v Evropi. Ja. Ker nekateri mladi moški pridejo samo zato, ker si želijo novega življenja, potem pa se radikalizirajo v Evropi. Ali misliš, da je morda edina rešitev to, da so škorpijoni torej to, kar so? Kitajski pregovor pravi, da ne moreš zbuditi psa, ki se pretvarja, da spi. Mislim, da mnogi med nami poskušamo ali pa se pretvarjamo, da spimo. Mislim, da če se prebudimo in spopademo z izzivom, prepričan sem, da bomo uspešni. Bratovščina je močna, ker delujejo nekaznovano. Zato, kar počnejo, ni nobenih posledic. Ja. In mislim, ljudje prodajajo našo naslednjo generacijo demokratičnega državljanstva. In moramo zavzeti stališče. Univerze sprejemajo denar. Na Univerzi Cornell, na primer, $10 milijard, ki smo jih odkrili, in prepričan sem, da jih je še več. Še več.
Georgetown. milijardo dolarjev. Texas A&M 1,3 milijarde dolarjev. Seznam se nadaljuje in nadaljuje, veste, do 100 milijard dolarjev. Jemljejo denar od subjektov, ki želijo uničiti demokracijo, od subjektov, ki želijo uničiti samo idejo liberalne izobrazbe. Svoboda govora. Celo govoriti morajo tako. Obstajajo entitete, ki želijo podjarmiti izobraževanje in ne dovolijo ženskam hoditi v šolo. To je osupljivo, naše institucije je treba izpostaviti, ker ne branijo naše prihodnosti. Zaradi česa po noči ne moreš spati? In kaj ti daje razlog za optimizem? To je dobro vprašanje. Torej, mislim, da tisto, kar meni daje razlog za optimizem, delam z neverjetnimi ljudmi, osupljivimi ljudmi, zato je to blagoslov. Mislim, da so zgodba, zapuščina in lekcije judovskega modrosti, naš način življenja, to smo mi. Imamo sposobnost obstati in se razvijati, se prilagajati in ohranjati kljub izzivom. Mislim, da so nas naši predniki naučili, kar nas uči tudi država Izrael, je nekaj, kar nam daje upanje oziroma si ga moramo dati sami. Mislim, da so ljudje, ki so ustanovili državo Izrael iz pepela holokausta, iz beguncev, iz, veste, bližnjevzhodnih in severnoafriških držav, kar so naredili, da so ustvarili to državo, ki je tako živahna in postaja tako velik gospodarski, tehnološki in demokratični uspeh. V prvi bojni črti proti tem protidemokratičnim družbenim gibanjem, ki imajo kulturo smrti, proti kateri se borimo, to je osupljivo in mi daje upanje. In če lahko Izrael obstaja leta 2026 tako, kot obstaja, mislim, da je to lekcija za vsakogar, ki mu je mar za demokratično prihodnost ali za judovsko prihodnost. Amen. Želim si deliti tvoj optimizem. Zame je optimizem tudi dejstvo, da so nekatere arabske države naredile vse, kar so lahko, in jim je uspelo deradikalizirati svojo družbo. Absolutno. Mislim, da imamo res dobre zaveznike, ki razumejo, morda veliko bolj kot mi na Zahodu razumemo. Oni razumejo grožnjo te zahrbtne protičloveške ideologije, torej imamo izjemne zaveznike, ki razumejo miselnost sovražnika. Moramo se učiti se iz njihovih izkušenj in se iz njih poučiti ter uporabiti svoje talente in vire, da se upremo. Profesor Smols, najlepša hvala za vaše izjemno pomembno delo, ampak to je nekaj, kar spreminja svet in življenje. To počnete. In upamo, da se kmalu vidimo v Jeruzalemu. Amen, tudi jaz. Resnično, hvala, da ste me povabili. Hvala. Hvala.